V parlamentu so minuli teden na zahtevo SDS spet debatirali o vroči temi. Zakonu o štempljanju. Kakšne argumente so tokrat pripravili v opoziciji? Kaj pa se dogaja v praksi? Inšpekcija je do zdaj izdala že 25 pravnomočnih odločb zoper kršitelje. Med njimi je tudi mestno gledališče Ljubljansko, ki so mu našli 15-minutno kršitev počitka. Kako zelo ste ponosni, poslanci koalicije. Mestno gledališče Ljubljansko so kaznovali, ker počitek med enim in drugim delovnim dnem v dveh primerih ni trajal 12 ur, pač pa 11 ur in 45 minut. Pa s čim se mi ukvarjamo v tej državi? Ukvarjamo se z resnimi problemi, očitno. Gledališke predstave so predolge. Zakaj bi zaradi dolžine teksta enega starega britanskega dramatika slovenski delavci v 21. stoletju ostali brez obveznega počitka? Jaz predlagam, da morajo predstave izgledati takole po novem. Biti ali ne biti je vprašanje. Ravna bolj žlahtno, kdor trpi, ko puščic prš proži, nezaslišana usoda. Ali kdor prime za orožje zoper morje tegob in vse konča. In tukaj se nocojšnja predstava konča, ker je šihta konc in se moram štempljati. Simpel, rešeno. Sicer pa je koalicija predstavila še druge tehtne argumente za štempljanje. V Levici se sprašujemo, kako so si do sedaj izplačevali dnevnice in potne stroške, če niso beležili delovnega časa. To se sprašuje v Levici. Zdaj takole, do zdaj je bilo menda tako. Če si šel na službeno pot, recimo v Študgart, Nemčijo, si Jožici za računovodstva poslal kartico iz Študgarta in je vedela, da ti morajo obračunati dnevnice. Če si pa poslal kartico s Krka, je pa vedela, da si šel na Krk z ljubico seksat. Simpel. Sicer pa so v opoziciji menda prisluhnili tudi delavcem. In kaj so jim povedali? Eden izmed zapisov delavca. Delavci smo ogorčeni, ker ko moramo na WC, na malico in se za vsako stvar štempljati, saj je kot zapor ali taborišče. In pa kako nič ne dobijo za jest, pa kako se morajo tuširati, pa kako jim grejo na živce novi napisi po pisarnah Arbeit macht frei. To je vse to. Ali so tudi... Čakaj, napisal Arbeit macht frei pa ne bomo ploskali, sorry. A so tudi v WC montirali terminale za štempljanje? Kaj pravi državni sekretar z Ministrstva za delo? Če se strinjam, bodimo korektni in dajmo se pogovarjati kot odrasli ljudje, ker se je potem težko meniti, kadar se ponavljajo neresnice, kadar se vedno znova govori, da se je treba štempljati, kadar greš lulat in kakat in na čik in vse to. No, ste slišali, če greste lulat pa kakat, se ne rabite štempljati, se pravi, ni problema. Če hočete v službi še naprej delati po starem, morate reči, da vas črviči, pa bo mir. Edin ne pozabite štempljati za malco. In zdaj, če ste pametni, boste čim več pojedli. Najboljš mehiške, da boste čim dlje na WC-ju. Win-win, zmaga. To je zmaga. Hej, preden greš, klikni tukaj in se naroči na naš YouTube kanal. Imamo pa tudi TikTok, Instagram in Facebook, tako da le urno.